Pozdravljeni. Ura je 20, kot smo dejali, se vidimo na Zoomu, tudi live gre na Instagramu, pa še posnetek delamo, tako da bo potem to na LinkedInu oziroma YouTubeu, LinkedInu, Facebooku oziroma na vseh omrežjih bomo objavili, tudi na TikToku. Seveda vsi tisti, ki ste pa live oziroma z mano preko Zooma, pa lahko direktno sprašujete, pišete in bom rekel, kakorkoli aktivno sodelujemo. Predvsem pa je to pomembno, da postanemo, bom rekel, družabni. Družabni pomeni to, da vsi sodelujemo, ne samo jaz. In predvsem pa želim, da se veliko od tega naučite, oziroma naučite. Bolj v razmislek, ker v osnovi vse sami že vemo, ampak vsake toliko časa rabimo, da nas kdo na kaj spomni. Torej, predvsem bi rad počakal še seveda malo, da postanete aktivni, da se vas malo več še prijavi, ampak ne več kot 1 minuto, potem bomo pa začeli. Namreč danes bomo kombinirali, glede na to, da se bliža dan kulture, bom dejansko preko svojih zgodb, preko knjig, se pravi odsekov iz knjig, poskušal predstaviti različne zgodbe. Torej zgodbe oziroma razmišljanja, kako bi pravzaprav naj odnos bil. Namreč na prejšnjem webinarju smo govorili o samem sebi, odnosu do samega sebe, ne? Kar je v bistvu v osnovi najbolj pomembno. In bi mogoče ravno s tem začel. To je pravzaprav misel ali pa prva pesem iz moje knjige Ni ona kriva, da ni moja usoda, pesniška zbirka, ki pravi: vse pesmi, vsa besedila, ki sem jih napisal, so bila za njo. Njo, ki sem jo iskal po vsem svetu, njo, ki sem jo iskal v nešteto osebah, njo, zaradi katere sem preplezal vse zidove in odklenil vsa vrata za njo. Vendar je nisem našel, dokler nisem našel sebe. In potem se naenkrat pojavila točno takšna, kot sem jo iskal. Vse tisto prej je bilo iskanje dolgo in naporno. V drugih sem iskal sebe in se jezil nanje, ker niso bile prave. Torej, če niste našli sami sebe, potem tudi nje ali njega ne boste našli. Namreč, če nadaljujem s temi pesniškimi zbirkami, zadnja, ki je šla konec lanskega leta, bila je Nedelja, pa pravim čist na zadnji strani tako: če te kdaj izgubim, se bom nekega deževnega dne spomnil nate. Pardon, še bo vodno, ne. Se pravi tako: če te kdaj izgubim, se bo nekega deževnega dne spomin nate prebudil, kot da si edini razlog mojega življenja. Torej, tisti ali tista, ki je prava, pravi, in o teh pravih bomo pravzaprav danes govorili, jih ne moremo pozabiti, ampak vse enostavno so. Torej, na zadnjem srečanju ali kakorkoli webinarju smo govorili o samemu sebi. Da najdemo sebe in šele potem najdemo drugega. Ampak resnica ali pa praksa ali pa realno življenje je pa takšno, da dejansko mi šele na koncu življenja na nek način najdemo pravega sebe. Zato je v bistvu pravzaprav pomembna pot, po kateri gremo. In po tej poti nas seveda spremlja veliko sopotnikov. To pomeni, da mi del svojega življenja tudi namenimo. Namenimo
z svojim energijo, časom, in to je pravzaprav največ, kar lahko posamezniku pokloniš. Vse materialne stvari slejko prej zbledijo, njihov spomin je lahko v veliki meri obremenjujoč, ampak naš čas je pa tisti, ki pravzaprav nam omogoča ali pa pomeni to, da smo mi del svojega življenja namenili določeni osebi. In to je tisto, kar v osnovi šteje. Seveda, če je pa prvi pogoj, da imate sami do sebe ta spoštljiv odnos in da ste vi tisti, ki zbirate res tiste ljudi, s katerimi se začutite ali pa dejansko želite preživeti čas. Namreč, če vi z nekom preživite čas zaradi tega, ker ne znate reči ne, ali pa imate non-stop slabo vest, potem pravzaprav izgubljate svoj čas in tudi na nek način tudi drugim prodajate neiskrene stvari. Seveda vsa zgodba se skriva v teh psiholoških smeteh, o katerih smo pravzaprav govorili. In zato je pravzaprav pomembno, da vi najprej najdete ravnovesje v svojem življenju, šele potem vključujete druge. No, ampak seveda v odnos ponavadi govorimo o intimnem odnosu med dvema partnerjema, ali pa čustvenem odnosu, tako bo mogoče malo bolj natančno. Namreč ravno to mi je pri Srbih oziroma Hrvatih všeč, ko znajo točno definirati, ko rečejo emotivni odnos. Ne? Mi rečemo, da smo v odnosu, ampak kakem? Poslovnem, privat, intimnem, čustvenem. Ne? Mi, da smo z nekom v čustvenem odnosu, zelo redko slišim. Oni pa to tako rečejo v emotivnem odnosu. Torej, vsi tisti, ki ste v teh, govorimo torej danes o čustvenih odnosih. Se pravi, ko smo v nekom čustveno povezani. Ni pomembno, ali je to moški ali je to ženska. Pomembno je, da smo mi nekoga čustveno sprejeli v svoje življenje. Nekaj mogoče za začetek čisto temeljih, kot bi rekli v matematiki, aksiomov, se pravi dejstev, ki jih moramo pravzaprav upoštevati. Torej, zavedati se moramo, da veza za vso življenje ali pa dolgotrajna veza po naravni psihologiji ne obstaja. Ne govorimo o naravi, ampak naravni psihologiji. Naravna psihologija poskuša za svojo kemijo povezati največ 7 let. To pa zaradi tega, ker je bistvo primarno človeka je to, da nadaljuje človeško vrsto. Govorim, fizično nadaljuje. Seveda ni pomembno, ne zgodi se to vsakemu, pa nič ni narobe s tem, ampak ta primarna psihologija ali pa kemija deluje 1 leto, ko otrok se rojeva, takrat predvsem ženska potrebuje ta zaščitniški del in seveda ga potrebuje tudi naslednjih 6 let. Ne samo ženska, ampak tudi otrok. In to je pravzaprav vloga moškega, ki potem teh 7 let nekako ščiti najprej svojo partnerko, potem pa partnerko in svojega otroka oziroma potomca. To pa zaradi tega, ker se 6 let pravzaprav razvija otrokov karakter. Po 6 letih je on, tako grobo rečeno, sposoben že sam preživeti. Se pravi, v neki daljni preteklosti so najbrž otroci pri 6 že bili aktivni v kakšnih, bom rekel, gozdovih, pomagali loviti oziroma že začeli se vzgajati v moške. No, ampak seveda danes je narava tega popolnoma drugačna, pravzaprav je pa tudi moška in ženska energija drugačna. Moški in ženske nismo danes več taki, kot smo bili
tudi 30 let nazaj več ne. Zato razumeti današnje moške oziroma mlade, ki se razvijajo v moških, je pravzaprav zelo težko. Je pa to potrebno sprejeti. Mi še vedno ljubezen gradimo ali pa si delamo te predstave na staro grških zapisih, ki so stari nekaj 100 let, ali pa filmi, ki so stari 50 let in več. To, kar pravzaprav mi vidimo v teh filmih, to ni več realna ali pa današnja slika. Tudi moški, ta primarni alfa samci, to zelo redko pravzaprav najdemo. Torej, ko iščemo partnerja, je seveda zelo pomembno, v katerem delu življenja in s kakšnim namenom. Mi imamo v osnovi neke vrste 4 vrste poslanstva, če bi tako zelo grobem povedal. Eno je, da nadaljujemo človeško vrsto. In tu je ta partnerska veza, ki traja po naravni psihologiji največ 7 let. Vse ostalo, kar je po 7 letih, je neko garanje. Potem imamo čustveno vezo, ki ni nujno, da je ista kot ta nadaljevanje človeške vrste. Sami veste, da dostikrat samo začutite, to je oseba, s katero bi jaz imel otroka. Pa ni vpletena ne ljubezen, ne čustva, ampak ta nek čist naravni človeški nagon, ne moremo reči razum, ampak energija, ki želi nadaljevati človeško vrsto. In to je pravzaprav tista energija, ki enkrat mine. Mi seveda, če želimo s to osebo nadaljevati odnos potem, ko je otrok star več kot 6 let, nič ni več samoumevnega. Mogoče še prvih 6-7 let neke stvari so samoumevne v vezi, ampak na dolgi rok pa ne več. Tukaj se pa v bistvu začenja garanje. Garanje pomeni dnevno pravzaprav delati na odnosu, in kar je osnova vsakega dobrega odnosa, je komunikacija. Ampak ne tista komunikacija, kaj smo danes počeli, kaj imamo v planu, kaj bomo naredili, ampak se pogovarjati o čustvih. Kaj sem čutil, kako občutim, kako doživljam posamezne stvari. To je tisto, kar pravzaprav ljudje v osnovi najbolj pogrešamo. Oziroma, to je pravzaprav tisto, kar nas med sabo povezuje. Ko dajem nasvete posamezniku ali pa kakšni skupini, predvsem kako si organizirati dan. Tukaj poskušam izhajati iz reka Frana Milčinskega Ježeka, ki je dejal: boli, če te povozi avto, če te povozi čas, se bolečine ne da izmeriti. Torej, govorimo o času. Mi ko se rodimo, je vse, kar imamo podarjeno, je naš čas. In mi odločamo, kako bomo ta čas na tem svetu preživeli in s kom. Ampak kolikokrat se pa nam zgodi, ko se obrnemo nazaj, pa vidimo, da je minilo 10, 20, 30 ali celo več desetletij in sploh ne čutimo življenja. Namreč moje prepričanje je ravno to, da mi ljudje ne čutimo. Vse občutke, ki jih imamo, je več ali manj skopirano iz okolice, iz filmov, iz nekih medijev, in mi se dejansko odzivamo predvsem na druga čutila, ne na svoja oziroma občutke. Tudi ker so pa naša čutila, tako kot so sluh, vid, vonj, dotik, okus, so v bistvu zamazana. Umazana z psihološkimi smetmi. Vsem tisti, ki držljaji, ki pride v nas, jih dejansko, ko jih sproduciramo, že pride umazana informacija do nas. Zato je pomembno, da pravzaprav toliko skrbimo za svoje ravnovesje.
No in tukaj v bistvu posameznikom predlagam, da si dan organizirajo na ta način, da začnejo vsaki dan posebej živeti in ga čutiti. Ko rečemo, da živimo v trenutku, to v bistvu pomeni to, ne da jaz ta trenutek čutim, ampak da jaz lahko se spomnim včeraj ali pa 10 dni nazaj in imam polne občutke sebe. Da znam občutiti predvčerajšnjem, 1 leto nazaj, da se točno, da vsak dan imam svoj občutek. No, in tukaj se pravzaprav zgodi ta naša zgodba. Ko zjutraj začnete dan, govorim, ko se prebujate, si zraven svojega rituala postavite tudi vprašanje, kako se želim počutiti konec dneva. In si ta občutke napišite. Potem pa 1 uro ali pa pred koncem dneva, vsaj 2 uri pred spanjem, preverite, ali so ti občutki enaki temu, kaj ste si vi želeli in kako se zdaj počutite. Če niso občutki isti, potem poskušajte analizirati dan. Kako se pravzaprav počutite, oziroma kaj je bilo tisto, kar vam je onemogočilo željen občutek. Ob tem boste pravzaprav razmišljali v različnih sferah, ne? Kaj je tisto, kaj vas je, ali določena situacija ali oseba, ki je, bom rekel, prekinila ali pa onemogočila to vašo željo. In ko se vi zvečer s partnerjem pogovarjate o teh občutkih, se pravi, kaj se je dogajalo čez dan, ne tehnično, ne, srečal sem tega, to se mi je zgodilo, takšne težave smo imeli v službi, ampak kaj ste vi ob tem občutili? Kdo ste vi? Na kaj vas je to spomnilo iz otroštva? Kakšni občutki se vam rojevajo ob določenih mogoče novicah na samem ne vem, priporočilih ali pa ko pravzaprav slišite. Torej, kdo ste vi ob teh občutkih? In ko se vi začnete pogovarjati ob teh občutkih in to delite z partnerjem, pomeni, da vi delite z njim energijo samega sebe. In tako se v bistvu naredi ta vez med moškim in ženskom oziroma med partnerima, kjer naredi vez močnejšo. Se pravi, s tem se rojeva pripadnost, spoštovanje. Drugi ima občutek, da je slišan, da je spoštovan, da je sprejet. In to je pravzaprav tisto, kar mi začutimo oziroma kar pravzaprav lahko rečemo, da je ljubezen. Ljubezen je na nek način spoštovanje in sprejemanje. Ljubezen, o kateri govorijo filmi, gledališka predstave, knjige, je na nek način kemijski proces kurjenja psiholoških smeti. Malo grobo to rečeno, ampak na nek način točno to zgleda tako, da ko se 2 psihološka vzorca, se pravi neke psihološke potrebe, ki jih imamo v sebi, začutita. To porečemo, da to zgori. Mi to čutimo kot metuljčki v telesu, v trebuhu, kot vulkan, kot ognjemet. Ampak to je v bistvu kemijski proces kurjenja psiholoških smeti, ki so v nas zapisane. In to ni prava ljubezen. To kurjenje se lahko dogaja maksimalno 3 mesece. Ali pa še manj. In potem, ko se to skuri, se naenkrat zbudite zraven nekoga in sploh ne veste, kdo je oseba zraven vas, niti kaj vi delate v tej zgodbi. Samo zaradi tega, ker so te psihološke smeti odigrale celotno zgodbo.
na kratko, psihološke smeti so v bistvu informacije v nas, ki preprečujejo naš osebni razvoj. Več o psiholoških smeti pa v prejšnjem posnetku lahko pogledate. No in za takšno organizacijo dneva, se pravi, da vi dan začnete in zaključite. Začnete vsak dan posebej dejansko zaključevati in se zavedati samega sebe. Hkrati pa partnerja med sabo povezujeta drug drugega. In to je pravzaprav najbolj ključno pri tem, da med sabo lahko se povezujete oziroma se povečujete to intimno moč. Namreč, kaj se zgodi, če se mi ne pogovarjamo? Rek pravi, navada železna srajca. Namreč te navade so pravzaprav hrana za naše psihološke smeti. In več, ko je teh navad, ki jih ljudje sproduciramo z tem, da ali se premalo pogovarjamo, ali imamo preveč rutin v življenju, bolj bomo obstali. In potem velikokrat v vezah obstanemo samo zaradi rutine. To pomeni, da v bistvu sami sebe ubijamo. Ni partner kriv, krivi smo mi. In seveda teh znanj nam ne dajo, ne pri vzgoji, niti ne vidimo tega pri svojih staršev in seveda ne moramo se jeziti in kriviti svojih staršev. Niso oni krivi. Oni so krivi samo toliko, ker so se oni to od svojih staršev naučili. In naš vzgojno-izobraževalni sistem nas tega ne uči, oziroma zelo redke šole. In mogoče ena misel o ljubezni iz knjige Modrosti. Če želite začutiti pravo ljubezen, morate biti pripravljeni odpreti svoje srce, brezpogojno sprejeti in dati. To misel sem v bistvu napisal 2016, ampak nastala je v bistvu 2008. Namreč skozi svojo zgodbo, jaz sem se poročil pri 24 in ločil pri 33. In takrat mi je moja bivša žena rekla, odpri srce nekomu, če ga meni nisi. Pa nisem to razumel. Takrat. Danes, 17 let kasneje, to zelo dobro razumem. Ne moremo v bistvu, ne glede na to, da je partnerski odnos neke vrste trgovina, izmenjava informacij, tako kot je pravzaprav partnerski odnos partnerski odnos v podjetju, v poslovnem svetu. Vse posod gre za neko izmenjavo. Ampak izmenjava v partnerskem odnosu ni izmenjava materialnih dobrin, ampak je izmenjava čustev. Izmenjava energije. In to je v bistvu naredimo z globokim pogovorom o čustvih. Kaj jaz čutim? Jaz sem skozi vsa ta leta, ko sem dejansko poskušal najti na nek način razlog, zakaj je pač odišla zgodba, ki sem mislil, da bo večna takrat, sem to v bistvu pravzaprav počel skozi pisanje. In nastalo je ogromno zgodb, mogoče celo na 1000. In potem sem to vse skupaj zbral v knjigi, oziroma tisti 2 knjigi, priročnik za ženske, da bo moškim lažje, in priročnik za moške, da bo ženskam lažje,
je pravzaprav napisano razmišljanje o tem, kako moški razmišljamo, oziroma kaj ženske pričakujejo. Pa kaj moški pričakujemo, pa tega na glas ne povemo. No, potem pa vse te zgodbe združil skupaj za svojo sodelavko in sva izdala knjigo Skrivnosti, ki si jih nikoli ne izgovorita. In tu je pravzaprav na nek način pogovor med moškim in žensko. Kaj ona dva razmišljata. In dejansko res v začetku prva misel, tako kot v pesniški zbirki, ne, je ista. Šele, ko boste našli sebe, boste našli pravega partnerja. Vse stalo je samo izgubljen čas v tem življenju, ki ga je tako malo. Ta knjiga je mogoče za tiste, ki zdaj ne veste, kaj kupiti za Valentinovo, je pa v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Ne delam reklame, ampak od viška ne boli glava. Torej, dragi moji, ko govorimo o tem, zakaj sta dva skupaj, boste nekateri rekli, ja, ker moramo mogoče nekaj oddelati ali pa da nam je lažje. Vse, kar si rečemo, da nam bo lažje, je trgovina. Dobesedno trgovina. Ko pa dva gradita odnos za to, da se čutita, da nimata občutka, oziroma da rasteta v tej zgodbi, da sta drug drugega slišita, ne glede na to, ali imata različno življenje, ali imata različne cilje v življenju, pomembno je to, da slišita in čutita drug drugega. To je v bistvu poanta partnerskega oziroma čustvenega odnosa. Torej, začeli smo s tem, da imamo ljudje lahko več partnerjev oziroma več nekih poslanstev, ki jih lahko z večjimi partnerji tudi v življenju zgradimo, ali pa vse skupaj z enim. Nič ni narobe, če eden ali pa če jih je 100. Pomembno je to, da se mi za vsakega odločimo, da je to naša čista odločitev. Torej, prvi del neke te zgodbe je nadaljevanje človeške rase, zelo grobo povedano. In tu po naravni poti smo lahko največ skupaj 7 let. Če hočemo od tu imeti kvalitetno partnersko vezo, je pomembna ta čustvena povezava, da čutimo drug drugega. Potem je to naše poslanstvo, ki ga čutimo, kaj pravzaprav tisto, kar smo mi, kaj želimo delati, kaj želimo ustvarjati. Tu ne pomeni, da to počnemo ravno s partnerjem, s katerim živimo. To lahko počnemo z sodelavci, z nekom, ko pravzaprav gradi z nami neke vrste kariero. Veliko se to ljudem nekako zaokroži v kakem družinskem podjetništvu. Potem je ta naša čustvena komponenta. Čustveno komponento lahko zgradimo z partnerjem, ki smo gradili človeško raso, ali gradimo svojo neko kariero, svoje poslanstvo. Lahko pa popolnoma z nekom drugim. In lahko je teh čustvenih zgodb veliko. Tudi lahko na večjih nivojih, ker neposredno, ko smo mi z nekom čustveno povezani, ali pa nas nekaj veže na nekoga, ne, so to tudi lahko mogoče samo prijatelji. Ampak če imamo prijatelja, na katerega se dosti družimo, še več ali pa tako približno kot z ženo ali pa pač s tistim, ki živimo skupaj, ne, smo tudi mi z njim v čustveni vezi. Pa mogoče tega
na glas ne priznamo. Ne. Spravi, primer, moški, ki v petek večer igrajo nogomet in grejo potem na pivo, ali pa v nedeljo večer, oziroma pač enkrat ali pa dvakrat na teden, oni so tam zaradi druženja, ker jim je čustveno lepo. Oni med sabo izmenjujejo, kaj čutijo, kaj se jim dogaja. V bistvu so na nek način v čustveni vezi. Ali se isto počutijo doma z partnerjem? Najbrž ne. In tista veza doma je bolj tehnična veza. Prava čustvena veza je tisto s prijatelji na pivu. In četrta zgodba je pa naša duhovna pravzaprav zgodba, kjer smo v bistvu energetsko povezani ali pa kjer želimo zgraditi to višjo frekvenco. In lahko vse to najdemo v enem partnerju ali na nek način v večjih partnerjih. Seveda, če se tukaj v bistvu dotaknemo varanja. Varamo v osnovi vedno sami sebe. Mi si postavimo pravila. Kaj želimo. To je tisto, ko smo v začetku govorili, kje so naše meje. Kdo smo mi, kaj želimo sami od sebe, kaj želimo od veze. Veza ali pa to skupna povezava je pravzaprav gradniško življenje. Če gledamo celostno, torej seveda sta dva skupaj, da je v osnovi lažje graditi neko skupnost, kvaliteto življenja. Ampak pogoj, da dva skupaj živita, je ta čustven pogovor o čustvih, o občutenjih. Ker to je tisto, kar potem gradi vezo. Če je samo ena od teh aktivnosti, ki smo jih govorili, to niso potem dolgotrajne veze. Se pravi, ampak še nekaj, da ne boste to preveč enostransko vzeli, da se pa treba samo pogovarjati. Ne govorim o tem, da se morate vsak dan pogovarjati. Pogovori o čustvih so lahko na nek način dovolj enkrat na teden. Mogoče je v teh zimskih dneh, ko še zemlja še spi, ko hitreje pade mrak, ko v bistvu je večer čas za počitek, je ravno namenjen temu, da se med sabo povezujemo oziroma vežemo drug na drugega. Tako, sem dal na tiho. Se opravičujem. Jaz sem tisti, ki vodim in moram potem dati nekatere malo bolj na tiho. Skratka, predvsem dejansko ta zgodba, zakaj smo mi tu, kam želimo iti, je odvisna od nas samih. Ampak ne govorimo tisto egoistično, ne, tako je, jaz pri tem vztrajam. Dajmo se pogovarjati, ampak pogovarjati na čustven način, kaj kdo hoče, kaj kdo želi. Ampak če partner tega v osnovi ne sliši, kje smo mi, kje so naša čustva, pa poskušamo najti jezik, potem to ni zgodba na dolgi rok. Če nismo slišani tako, da nas partner razume, potem bo slej ko prej se ta veza končala. Seveda, če pa je v teh psiholoških smeti v nas preveč, se bomo pa tudi sami izgubili. Ampak veste, ni vse tako enostavno, ne? Ok, se bomo začeli pogovarjati. Če se predolgo nismo pogovarjali, je to približno tako kot tok potoka v naravi. Ko potok teče, je bister in čist. Če je preveč vode, se pravi, če imamo preveč informacij, to je takrat, ko nekdo preveč govori, je tako, kot da voda vse zdravo odnese. Če pa imamo premalo informacij,
potem pa si vsak začne razvijati neko svojo zgodbo, svojo sliko, in je to v bistvu, kot da temu potoku zmanjka sveže vode in nastajajo mlake. Mlake pa po naravi so tople, zato je v njih mogoče biti zanimivo, ampak slej ko prej bo dobila slab vonj in slab okus in tako postane odnos. Odnos mora biti v pretoku. In ko se nam enkrat nabere teh mlak preveč tega slabega vonja, slabega okusa, ne smemo kar oditi in se obrniti. Zato, ker bomo isto stvar ponovili v naslednji zgodbi. Tudi, če imamo občutek, da se lahko z novim partnerjem več pogovarjamo. Mi se moramo v tej partnerski zvezi pogovoriti do konca. Včasih je se težko pogovarjati. Sploh začeti pogovor. Zato sem pravzaprav šel tukaj dlje, ne? In sem to knjigo, ne, Skrivnosti, ki si jih nikoli ne izgovorimo, razdelil v 2 knjigi ponovno, kjer sem pa vsaki knjigi dodal še pijačo, torej družabni dogodek sem naredil. Džin za moške in seveda knjiga zraven. Se pravi, primarno je knjiga, kjer pa je vsaka zgodba dobila svoj recept, kako se naj ta džin pripravi. Se pravi, je treba najprej knjigo prebrati, jo preučiti, katero temo želite se pogovarjati in potem pripraviti ta džin. In seveda potem je pa tudi knjiga za ženske. Se pravi, 7 zgodb, 7 receptov. Vsak recept v bistvu da določeno težo pogovoru. In seveda potem tudi se ta džin posebej pripravi. Serija se imenuje Illusion. Illusion zaradi tega, ker je ta zgodba o romantičnih ljubeznih oziroma to, kar mi mislimo, da je kakšna ljubezen pravzaprav mora biti, to, kar smo se naučili iz zgodb starih nekaj 100 let, je dejansko iluzija. Ni, ker smo moški in ženske danes drugačni. In to dejstvo moramo začeti sprejeti in ne čakati na nekaj, da res pride tisti princ na belem konju. Princov že dolgo ni. Mislim, da so še formalno, ampak ne uporabljajo več konjev. Danes so ženske veliko bolj, oziroma ste veliko bolj samostojne. Medtem ko moški nismo več to, kar smo včasih bili. Nismo več taki praktični. Čeprav je danes vedno več samskih, vedno več živi samih. To pa predvsem zaradi tega, ker smo se na nek način osvobodili vseh spon preteklosti. Mi smo, pretekle veze so bile v bistvu narejene bolj iz neke potrebe, morale in družbene zaveze. Današnje veze se pa ljudje vedno bolj zavedajo točno tega, kar sem prej v knjigi prebral. Se pravi, najprej najdi sam sebe, šele potem bo ti avtomatsko prišel nekdo nasproti, ki paše v te tvoje okvirje oziroma ti v njegove.
Namreč veza ni kompromis, pa prilagajanje, ampak je usklajevanje. Ampak usklajevanje s pogovorjem, z izmenjavo čustvi. In zato morate vi najprej čutiti svojo primarno bit, kdo ste vi, kaj si želite. Jaz, ko sem začel se v bistvu s tem ukvarjati, kaj si pravzaprav želim, to je bilo eno obdobje 2008, ko sem na svojih poteh poslušal glasbe Julija Iglesiasa oziroma ogromno teh raznih balad. In potem sem prav v eni baladi našel točno tako melodijo ali pa občutek, ko sem rekel, ok, to v taki energiji pa jaz hočem živeti. Najprej sam s sabo in z vsemi, ki se družijo z mano, ali so v taki energiji ali pa niso z mano. In to je pomembno, da vi pravzaprav ne sanjate o partnerju, kako naj fizično izgleda, kako naj, kje boste živela. Spravi, o čemerkoli sanjate, ne sanjite fizičnih podob, ampak sanjite o občutku, kako se vi želite počutiti z partnerjem, na kraju, kjer želite živeti. O tem sanjajte, o občutkih. In seveda občutke si morate najprej zgraditi oziroma očistiti vse te na nek način smeti. In tukaj v bistvu pridemo do tega, da kdo sem jaz, kaj si želim. Do teh občutkov. In z tega se potem rodi ta moment iz te pesniške zbirke, ker, če še enkrat preberem, če te kdaj izgubim, se bo nekega deževnega dne spomin nate prebudil, kot da si edini razlog mojega življenja. Ne bežite stran od stvari. Če vi začutite nekoga, da si želite, mu to skomunicirajte. Nič nimate kaj izgubiti. Mogoče smo včasih na preveliki razdalji, da bi se sploh lahko ta čustva razvila. In ko nekomu napišete, bo mogoče tudi sam tisti, ki bo začel iskati pot do vas na nek različen način, ampak enostavno morate napisati ali pa dati vedeti, skomunicirati. In spet smo pri komunikaciji. Komunikacija je tista, ki nas povezuje. Prej sem seveda omenil džin za moške in ženske, torej pijača, ki je lahko nek uvod v večer. V soboto imamo praznik, kulturni praznik, naslednji petek je Valentinovo. Pravzaprav so to samo opomniki, da ne pozabimo, da obstaja kultura in da obstaja ljubezen. Namreč ta hitri tempo življenja nam je na nek način nam omogoči pozabljanje na sebe in hkrati podpiranje bega od sebe. Ti dnevi pa nas spomnijo na to, da nismo sami, da obstaja še kdo drug, da se moramo poglobiti v sebe. Ampak seveda naredimo največjo napako to, ko potem naredimo to samo 14. februarja. Ali pa v knjigah razmišljamo 8. februarja. Poskušajte o tem razmišljati bolj pogosto. Zaradi tega, ker je to tok potoka, tok informacij, tok življenja. Življenje je v bistvu tok. Čustva so tekoča.
To je nekaj, kar pravzaprav se ves čas dogaja. Čustva so živa. Čustva ne morete skriti ali pa jih dati nekam na stran, pa rečete, bom že to. Čustva se zgodijo. Ampak tam, ko so obstajala prava čustva, ko je bila veza in so bila čustva, se lahko vedno ljubezen na novo zgradi. Torej, ne more se zgoditi, da ljubezen zgine. Ljubezen je v bistvu večna. To je energija. Energije ne moreš uničiti oziroma spremeniti v nič. Lahko v drugo obliko, ampak vedno pride krog. Če enkrat obstajala ljubezen, ko sta dva bila v vlogi staršev, ali pa začela postajati v vlogo staršev, še lahko po 30-40 letih to obudita nazaj. Ampak to samo na ta način, da začneta izmenjavati svoje čustva, svoje poglede, kako na nekaj gledata in pri tem, kaj doživljata. Se pravi, da govorimo o svojih občutkih, o svojih notranjih spopadih, o tem, kdo smo pravzaprav mi. Globoko v sebi mi. In s tem, ko mi raziskujemo samega sebe, je partner pravzaprav tisti, s katerim lahko mi to izmenjamo, te informacije. Ko začnemo mi to izmenjevati, te stvari z prijatelji ali pa s tistimi, ki imamo občutek, da nas razumejo, je partner že pravzaprav ni več partner. Je samo še tehnični partner. Zato, dragi moji, jaz bom tukaj v bistvu pravzaprav naredil ta krog pogovora o partnerski vezi. Ne bom govoril o tehniki, zato ker ljudje nismo tehnična bitja. Mi govorimo o čustvenih, emotivnih odnosih. In emocije niso nič drugega kot izmenjava informacije o čustvih. Zato več tukaj ne bom nakladal. Ta posnetek bo čez nekaj časa objavljen na vseh medijih. Vi mogoče vseeno razmislite, da svojemu partnerju ob dnevu knjige podarite kako knjigo, jih je ogromno na voljo. Ali pa recepte za džin. Če pa nimate džina, imamo pa tudi džin tukaj. Bojo povezave v linkih spodaj. Torej, hvala za vaše poslušanje in druženje. Če pa kako konkretno vprašanje, pa seveda lahko napišete, da ne bom za tako hitro vas odgnal. Če ne pa, v bistvu teme zbiram o vsem, če me sprašujete, teda bom v bistvu o vseh teh stvarih potem naredil naslednji webinar. Zdaj, webinari bojo letos bolj pogosti, zato ker predvsem je pot tista, ki me dostikrat onemogoči, da bi se v živo lahko javljal ali pa kakorkoli posnetke, ker sem ali v drugem časovnem pasu ali pa sploh nimam dostopa do interneta. Bom pa letos več v Evropi in dobrodošli na druženja. Tako da hvala, prijeten kulturni in zanimiv kulturni dan, predvsem pa ne pretiravati za Valentinovo, ampak poskušajte narediti, da bo to Valentinovo vsak dan. Namreč že s tem, ko boste samo spoštljivi do svojega partnerja, se z njim čez dan pogovarjali, je to v osnovi predigra za tisto, kar se lahko zgodi zvečer. Ali pa pazite na to, kot je bilo v tej sporočilu napisano, kad padne mrak, je napisal Balašević, ogroziću ti brak. Lahko noč.
to zaključiti.